Imaš tudi ti 1001 izgovor, da ostaješ v dreku. Veš tisto, ja, a ker to, ne bom zato, ker to, samo še to, ok, le da bi bilo to, ja, ampak, ko uporabljate besedo ampak, samo, zato, če, ampak ima pa tudi, ja, le, takrat dejansko se zgovarjate. Predtem rekli, sami sebi si obljubili, ne obstaja več, ker razvrednotite s tem. Če vi rečete, ja, jutri začnem z dieto, samo še to si privoščim, pa res začnem. Ne boste začeli, ker ste s tem izgovorom odstranili vašo izbiro. In če rečete, ok, zdaj bom začela delati na sebi in se bom udeležila tega seminarja, bom prebrala to knjigo, bom šla na tisto meditacijo. Samo si moram najti še nekoga, da gre z mano. To je izgovor, to ne bo se zgodilo. Torej, nehajte iskati izgovore. Začnite izbirati. Če veste, da je nekaj za vas doprinos, da si nekaj želite, da če boste to naredili, izbrali, tam šli, da bo vaš svet boljši, dajte to narediti, nehajte se zgovarjati, da morate nekaj počakati, da ko se bo to spremenilo, da ko bo to, da ko boste imeli čas, da ko boste bili bolj sproščeni, ko bom imela mir v glavi, ko bom imela dovolj denarja, nikoli se to ne bo zgodilo. Ker vi dejansko konstantno z izgovori ustvarjate situacije v življenju, da se vam dogajajo stvari, ki vas odvračajo od tega, da bi res naredili tisto, kar si želite. Torej, če si želite kupiti tisti par čevljev in ko pomislite na tiste čevlje in se vaše telo, so vznemiri in ste vsi radostni, pejte zavagati kupiti tune čevlje. Če veste, da če boste tisto knjigo prebrali, da bo bilo vaše razmišljanje, vaš pogled na svet drugačen, dejte jo prebrati, nehajte jo puščati tam na nočni umarci ali ne vem, pejte jo iskati v knjižnico, če se obotavljate. Karkoli to je. Ali bo to, da končno si sami sebi nekaj na glas priznate, ali da poveste nekaj v sebi nekaj. Dajte to narediti, nehajte se zgovarjati, nehajte čakati. Čakanje ne bo nič naredilo za vas. Vedno je potrebno, da stopite v akcijo, zavihajte rokave, dajte začeti delati na temu. Jaz sem se začela premikati v svojem življenju takrat, ko sem šla v akcijo, takrat, ko sem se začela spraševati, kaj si želim, kaj bi me res veselilo, kakšno želim, da je moje življenje. Takrat sem začela stvari, ki so se mi dvigovale, ki so se pojavljale v mojem življenju, sem jih začela izbirati. In ja, ni bilo vedno enostavno, ker kdaj je bilo treba se odpovedati nečemu, zato da sem lahko nekaj drugega naredila. Ok, pogosto se moraš nečemu odpovedati. Moraš dati malo na tehtnico pogledati. Ok, če si želim to, to pa to ne bom. Ok, izberi tisto, kar veš, da bo zate doprinos. Nehaj čakati, nehaj dajati v ospredje vse možne druge gluposti in vse možne izgovore. Začni si zaupati. Ker veš, v sebi točno veš. In ko slediš temu, kar ti veš, takrat se dogajajo čudeži, takrat se aktivira čarobnost. Tako da, če ti je v doprinos, pogledaj energijo, imam v ponedeljek 9. marca ob 8:30 večer čiščenja izgovorov. Bomo pucali vse možne izgovore, ki jih imamo, da se ne premaknemo, da si ustvarimo lažjega življenja, boljšega, bolj lahkotnega, bolj sproščenega, karkoli. Pucamo izgovore. In je ful dobro, je večer čiščenja. 1 uro dejansko zaveščamo, kakšne izgovore sploh imamo, se jih osvobajamo in začnemo ustvarjati, kreirati življenje brez izgovorov, da gremo v akcijo, da izberemo, kar si želimo, tisto, kar nas pritegne. 40 € je prispevek. In prejmete posnetek. Tako da ljudje, ki izbirajo te večere čiščenja, so navdušeni, ker potem s posnetkom dejansko, ko poslušajo naslednji dan, čez en teden in pol večkrat, tudi po letu 2, stare stvari, stare večere čiščenja, ko mi zdaj pravijo, veš, sem zvlekla ven in sem poslušala tisto, ko smo imeli, prvi večer čiščenja je bil večer čiščenja sod. Wow, kje dobro! To bo vedno aktualno, tako da pišite mi na info@žareksreče.si, lahko vam pošljem povezavo do dogodka.
če ne greste na spletno stran žarekseče.si in poiščete, oziroma v prvem komentarju bom dala linkec, tako da tudi če se ne boste udeležili tega dogodka, dajte začeti delati na temu, da nehate izbirati izgovore raje, kot da greste v akcijo in izberete tisto, kar vas res veseli. Tako da upam, da vam je ta video doprinos in kaj bi bilo potrebno, da se nehate zgovarjati.